Torej, lepo pozdravljeni na današnjem srečanju Slovenskega društva za mednarodne odnose. Kot vidim, se je kar lepa množica zbrala. Gost Slovenskega društva danes je veleposlanik Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, zadolžen za varnostno politiko. Veleposlanik Volk deluje na področju zunanjih odnosov Republike Slovenije od zgodnjih 90. let. Leta 2000 je bil imenovan za državnega sekretarja na zunanje ministrstvo. Od 2001 do 2005 je bil veleposlanik v Italiji. Od 2007 do 2008 je bil vodja pisarne za odnose Republike Slovenije z misijo Združenih narodov na Kosovu. Par stvari bom preskočil, ker je preveč tega, da bi vse to naštel. Od 2010 do 2015 je bil veleposlanik na Hrvaškem. Pred imenovanjem za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade pa je bil generalni konzul v Trstu. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Najprej si bom pa vzel nekaj besed. Slovenija je po mednarodno primerljivih kriterijih in kazalcih varnosti ena najbolj varnih držav na svetu. Varna je za nas državljane in tiste, ki obiskujejo Slovenijo. To pomeni, da državne strukture delujejo dobro in učinkovito. Globalizacija in razvoj novih tehnologij zahtevata stalno prilagajanje in usposabljanje teh struktur na nove izzive. Nove tehnologije ne poznajo meja. Kibernetski napadi, na primer lahko na zdravstveni sistem, bančni sistem, državno upravo, na gospodarske družbe in podobno. To postaja vse pogostejše. Drugo vprašanje je, ali zaostrovanje v mednarodnih odnosih lahko ogrozi varnost Slovenije. Pri tem gre tudi za vprašanje, ali se lahko oborožen konflikt, na primer v Ukrajini, prelije do Slovenije oziroma v Evropsko unijo. Konflikt v Siriji, še prej v Iraku, je povzročil eksodus beguncev v Evropo, tudi prek Slovenije, kar je zahtevalo dodatne naloge in ukrepe varnostnih organov, policije, civilne zaščite, humanitarnih organizacij in drugih državnih organov. Spremembe v mednarodnih odnosih se v zadnjem obdobju dogajajo hitreje kot kdajkoli doslej in so izziv za Evropsko unijo in Slovenijo. Generator teh sprememb so v veliki meri Združene države Amerike. Predsednik Združenih držav Amerike, Donald Trump, se je odločil končati, kot je on rekel, da umirajo mladi ljudje, Ukrajinci in Rusi. Zato se je začel pogajati z obema stranema, sočasno pa tudi zmanjševati vojaško pomoč Ukrajini. Zmanjšanje ameriškega angažmaja pomeni povečanje evropskega. Evropa je presodila, da morebitna pomiritev v Ukrajini ne pomeni konca nevarnosti za Evropo. Da je potrebno Rusiji posredovati signal, da je Evropa, pa tudi Ukrajina, dovolj močna in oborožena, da jo odvrne od vsakršne misli po nadaljnjih osvajanjih. In to kljub nekaterim ocenam, da je Rusija močno izčrpala svoje sile, tako v materialu kot ljudeh. Rusija ne zmore premakniti frontne črte. Rusiji ni uspel pohod na Kijev, doživela je poraz. Po ocenah strokovnjakov Rusi, Royal United Services Institute, bo Rusija po tej vojni potrebovala 5 do 10 let, da se opomore in usposobi za novo vojaško avanturo.
Vse to je pripeljalo EU do odločitve povečati svojo vojaško sposobnost in oboroženost. EU že sedaj namenja letno približno 350 milijard ameriških dolarjev za oborožitev. Skupaj s preostalo Evropo pa precej več. Če prištejemo Britanijo z 75 milijardami ameriških dolarjev, to znese že 425 milijard ameriških dolarjev. Po podatkih Mednarodnega inštituta za strateške študije iz Londona ob upoštevanju tržnih menjalnih tečajev so ZDA v letu 2024 za vojsko porabile 968 milijard dolarjev. 14 preostalih največjih porabnic pa skupaj 1017 milijard, torej nekaj več. Torej, če vsaka država Evropske unije skupaj z Britanijo poskrbi za svojo oborožitev, s tem poskrbi tudi za celoto, za celo Evropo, se sprašujem. Ali morda velja obratno, da deli ne naredijo celote? Razpršenost zmogljivosti je problem, posamezne države se razlikujejo v percepciji ogroženosti in svojo vojaško moč temu primerno gradijo. Vsaka država ima tudi svojo vojaško industrijo, tudi pri tem so ZDA največja proizvajalka in izvoznica orožja. V letih 2019 do 2023 je bil delež ZDA 42% svetovnega izvoza orožja. Francija in Rusija sta sledili vsaka z 11%. Nemčija in Kitajska vsaka s 5,8%. Torej, kaj pa Slovenija? Je Slovenija ogrožena? Je ogrožena, ker je ogrožena Evropa. Je Slovenija bolj ogrožena kot države v soseščini. Torej, predajam besedo našemu gostu. To je nekaj drobcev nametal. Upam, da je to majhno izhodišče v današnji pogovor. Vojko, mikrofon je tvoj. Hvala, Marjan. Jaz imam problem, ker sem vse prav povedal skoraj. Mogo kaj narobe, da bi jaz lahko imel ene stolčnice. Ampak dobro. Naj povem, da sem ravno včeraj oddal kolumno za Delo, v kateri se ukvarjam s tem, kako zlahka pozabljamo na neke nauke iz zgodovine in kako smo nekateri ljudje dovolj stari, da se spomnimo, da je bil naš ded, moj nono, v prvi svetovni vojni, Rudolf, moj oče v drugi svetovni vojni, Viktor, in njegov sin Vojko v osamosvojitveni vojni. In po vsaki smo vojni so rekli, vse vojne ne bo nikoli več. Po vsaki. In Vitomil Zupan, ki sem imel to čas, da sem ga spoznal in kdaj je dal za pijačo v eni slavni restauraciji, v Luknji ljubljanski, ki se je rekel, daj dam tam na Cankarjevi. In napisal knjigo, ki je v naslovu že vse povedal. Nasvidenje v naslednji vojni. Tako da verjeti, da vojne nikoli več ne bo, je približno tako, kot da bi verjel, da za dežjem ne bo posijalo sonce. In jaz imamo spet vojno. Zdaj, tako, prizadevati se za mir je plemenito dejanje in mislim, da ni nobenega človeka na svet, ki se ne prizadeva za mir. Sta pa potem dve vrste ljudi. Eni, ki se pripravljajo za mir tako, da se pripravljajo na način, da bo vendarle lahko tudi vojna. In tisti, ki mislijo, da vojne nikoli več ne bo. No, s tem je pa potem lahko kdaj problem. In spet smo v tisti razpravi zdaj ta čas v Sloveniji, kot vedno do zdaj. In zato je naslov, kako je že naslov današnjega predavanja, nacionalna varnost in oboroževanje, bi lahko bilo tudi slovnična napaka v tem naslovu, ker bi mirno lahko pisalo, nacionalna varnost ni oboroževanje, ali pa ni samo oboroževanje. Ker zdaj smo pa že toliko izkušeni, da vemo, da gre za veliko več kot samo za orožje. A je vojak orožje? Se vedno to sprašujem. Ne, vojak ni orožje, vojak je človek.
A so vojašnice orožje? Niso. A so skladišča orožje? Niso. Skratka, vse tisto, kar tvori obrambo, vojsko, ni samo orožje. A je Patria orožje ali transportno vozilo in tako naprej. Mimogrede, Patria se ne priznava kot strošek za orožje. Še, ampak mislim, da bo. Ker je ena novih politik NATO ta, da bo mobilnost ena od osrednjih stvari, ki se jih bo dalo uporabljati in financirati tudi stroška NATO. Tako da, preden bi šli v Sloveniji v to razpravo, ki se potem omejuje na neke zelo hitre ugotovitve iz zgodnjih časov marksizma, ali smo za maslo ali za topove, je to pač tak rudimentarni nivo, ki nič ne pomaga danes, ko imamo to razpravo o teh zadevah. Poleg tega je Marx imel narobe ravno pri teh stvarih. Prednji umrl je napisal eno razpravo, v kateri je napisal, da je z izumom daljnometnega topa orožje doživelo svoj zenit in da močnejšega orožja od daljnometnega topa ne bo. No, pa se je usekal, da je bilo kar veselje. In v tej razpravi, ki se zdaj v Sloveniji pač znova odpira, so spet prisotni tisti, ki mislijo, da ni potrebno se oboroževati. Spet je klasika, klasična narativa, pa ne bomo dajali za orožje, bomo dali za stanovanja. Za to 1,1 milijardo in 100, kolikor bomo dali leto za vojsko, je bilo, ne vem, naredili kaj in tako naprej. Absolutno prav. Jaz sem za utemeljeno razpravo, za odkrito razpravo, ampak z vidika tistega, čemur vsaka država reče njena nacionalna varnost in njeni nacionalni interesi. Evo, to jaz delam in spoštujem tisto, kar delajo nevladne organizacije. Si prizadevajo za kakšne druge cilje. Ampak moje delo je skrb za varnost te države in za njene interese, ki so tudi interese teh istih nevladnih organizacij, ki jih bo treba braniti, če bo nekoč napadeno. Walter Kohn je bil eden bolj znanih ljudi, ki se je spogledoval s pacifizmom, ampak na stara leta, potem, ko je dobil Nobelovo nagrado za kemijo, je skrhan ugotovil, je rekel, moj oče je imel brata, ki je v Galiciji kot avstrijski vojak umrl za mojega očeta, ki je bil pacifist. In kakorkoli je bila tista vojna neumna, se ni bilo moč izogniti. Še bolj absurdna je ta vojna danes. A ruska, se mi zdi, da je ena najbolj absurdnih vojn, kar jih je bilo. In imamo situacijo, da imamo zdaj že na obeh straneh mogoče 1 milijon, mogoče več kot 1 milijon mrtvih, sigurno pa na ruski strani vsaj 500 000 mrtvih. Zakaj? Zato, da je ukrajinska ukradena zemlja prepojena do globin, skrbijo mladosti ukrajinska in ruska. Bolj absurdnega rezultata te vojne si ne moram misliti. Da se moramo vsi na svetu ukvarjati s tem, kako se bomo branili, namesto da bi se pogovarjali o tem, kako bomo po 60 letih mogoče spet kakšno raketo skupaj v vesolje poslali, magar skupaj z Rusijo, ali pa koga na Luno, ali pa na Mars in tako naprej. Ne, se uničujemo drug drugega, pa še okolje uničujemo, ker ogljični odtis vojne je nekaj, kar še nismo začeli se s tem ukvarjati in je grozljiv, kot mi pravijo ljudje. Skratka, Marjan, bom naredil eno vzporednico. Bil sem zraven leta 1989, ko smo se v Sloveniji začeli prvič pogovarjati o resnosti posledic. Takrat smo rekli padca Berlinskega zidu. Jaz ne maram uporabljati izraz padca Berlinskega zidu, ker ni padel, ampak so ga pogumni in uporni ljudje zrušili. In smo vedeli, da bojo posledice strahotne, upajoč pozitivne za Slovenijo in da Jugoslavija je na parah. Da umira, da je mrlič, ki ga je praktično nemogoče oživeti. In smo začeli neke priprave. Dokončno so se priprave na možnost, da naša osamosvojitev ne bo mirna, začele, mislim, da maja leta 90 z ustanovitvijo manevrske strukture narodne zaščite. Lojze se tega dobro spomne, ker je bil zraven v Kočevju, ko je zadešalo v slovenski vojski, ampak to je bila strašno resna stvar. In kaj smo uporabljali? Slovensko teritorialno obrambo. Kdo je naredil Bojan slovensko teritorialno obrambo? Kdo je kupil njeno lastno orožje?
Gospod Stane Kavčič, predsednik slovenske vlade. Uporabljali smo Kočevje, skladišča v Kočevju, bunkerje v Kočevju, vadišče v Kočevju. Tam smo vadili in se pripravljali od maja 90 na to, da bo šlo lahko kaj narobe. Oziroma, bom rekel, jaz sem bil osebno prepričan, da bo prišlo do konflikta. In tudi moji prijatelji so bili. Tudi Tone Krkovič, ki nas je vodil takrat, je bil to prepričan. Nekateri pa ne. Nekateri so bili pa trdno prepričani, da bo šlo vse v miru, da nam nihče ne bo nič naredil. Kar smo seveda upali tudi mi. Ampak smo se pa pripravljali, da bo narobe. In v teh pripravah dočakamo 7. februarja zelo dobronamerno, plemenito, absolutno ne ugovarjam, ampak deklaracijo za mir, v kateri je slovensko vodstvo, en lep kos ali pa ena večina, predlagala deklaracijo za mir, ki je imela dober namen, zato da se prepreči rast oboroževanja v Sloveniji in Jugoslaviji, v redu, ampak končni cilj deklaracije pa je bil Slovenija brez vojske in brez vojaške industrije. To je bilo februarja 90, se pravi 91, to se pravi 4 mesece pred napadom na Slovenijo. In seveda je bilo to za mene takrat in je danes še bolj bil strateški zdrs, hud zdrs te deklaracije, ker je odstopila od tistega, na čemer je ta slovenski narod utemeljen. Da se upremo vsakič, kadar je naš življenjski interes ogrožen. In samo to nas je postavilo na zemljevid Evrope. Majster ni z deklaracijami prisvojil Sloveniji vrnil 15% našega ozemlja, ampak z vojaki. Partizani se niso priborili Primorske nazaj z proglasi, ampak z puškami. In slovenski smo osvetili tudi brez orožja, ne bi imeli kaj dosti opraviti, če se ne bi zoperstavili jugoslovanskim tankom. In zdaj se približno ta slika spet ponavlja in spet bo treba ljudem povedati, tudi mi smo za mir. Ampak če pride do česa, je treba nekaj imeti. Gledam Bojana Grobovška, ki je bil pokojni Jože Smole, njegov tast. Nikoli ne bom pozabil, res nikoli ne bom pozabil. Razprave v takratnem družbeno-političnem zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije, ko je vlada Demosova vložila zakon, ne vem, en čudni ime imel, ampak šlo je za nakup orožja. Kako je bilo nekaj za namenska sredstva? Ja. In tisti, ki so bili podpisniki te deklaracije, so bili proti temu. Jaz sem bil takrat član socialistične stranke, ki je imela 5 poslancev, delegatov v DPZ in smo se usedli v bifeju. In smo se dogovorili, da bomo glasovali za. Jože Smole je spraševal, pa kaj točno, zakaj se gre. In potem mu je tudi pokojni, žal Boruč Šukli, rekel, Jože, puške je treba kupiti. Ja, je rekel, seveda, kaj pa drugega, če bo vojna, če do česarkoli prije, treba imeti puške. In smo dali 5 glasov za ta zakon in vem, da je šlo za 2 glasova skozi. Iz tistega denarja smo potem kupili nekaj. Ampak bolj simbolično, bolj za našo tolažbo je bilo. Mogoče so bili bolj pomembni kot tiste singapurske puške, nemški protioklepne zadeve, ampak tudi tisto ni bilo boh ve kaj. Skratka, tisto, kar nas je res takrat naredilo pogumne, je bilo orožje, ki ga je za svoj narod kupila Republika Slovenija v času Kavčiča, ki so nam ga potem hoteli vzeti jugoslovanska vojska in smo ga potem tako ali drugače nazaj pridobili iz skladišč. Na razne načine. In bom zaključil ta uvodni del s tem, da je naš odpor takrat, pa že partizanski, ampak tudi ta odpor med osamosvojitveno vojno, ko so si ljudje pomagali drug drugemu, ko je civilna zaščita pomagala, gasilci, ko so ljudje na terenu živeli en za drugega, pomagali teritorialcem, z vsem, kar se je dalo, s hrano, s prenočitvami in tako naprej, da je to tisto, kar je nacionalna varnost ene države. Res ne samo orožje. In zato razvijamo koncept
ki mu rečemo s kratico OVO, se pravi obramba, varnost in odpornost, ker smo prepričani, da samo v tej kombinaciji se je mogoče upreti nekomu, ki je močnejši od tebe, na način, da zavaruješ svoje interese, svoje komunikacije, zaščitiš vire hrane, vode, energije in tako naprej. In to se ne dela samo z orožjem. Zelo preprosto, kadar gledate posnetke iz Ukrajine, po napadih, kdo je zmeraj? Gasilci. Mora biti dobro opremljen. Kdo pomaga ljudem, ki so ranjeni? Zdravstveni delavci. Kdo pomaga počistiti kraje, kjer je bila padla granata ali pa raketa? Civilna zaščita. Vse to je treba skombinirati v neko odpornost nekega naroda, ki potem tvori odpornost skupaj z drugimi, odpornost celotne Evrope. O čemer je Marjan prej prav govoril. On zaključil s to mislijo, bom pa odgovarjal na vprašanje, seveda, da je Evropska unija vredna, da se obrani in je vredna, da vztrajamo na njenih vrednotah. Če drugega ne, je to edini kraj na svetu, je edina zveza držav, kjer so v ospredju tri vrednote ali pa trije sistemi, ki jih nikjer drugje na svetu ne najdete. Resnično ne. In te tri veljajo enako od Švedske do Grčije, od Portugalske do Poljske. Javni zdravstveni sistem, javno šolstvo in solidarnostni pokojninski sistem. Tega nima Amerika, nima Azija, na Kitajskem je, kakor je. Ampak v Evropi pa to imamo. In imamo celo vrednote, na katerem vse to temeljimo. In imamo neko zgodovino, da lahko rečemo, da smo najuspešnejša zveza držav v zgodovini človeštva. In evo, to je razlog, da govorimo o evropski varnosti, o evropski krepitvi evropske obrambe, o tem govori Bela knjiga. Bil sem s predsednikom vlade v Bruslju, ki je bila predstavljena, in je predsednik vlade rekel, da je to korak v pravo smer. Mi pa pripravljamo neko slovensko belo knjigo, kar se bo rekla resolucija o krepitvi obrambe Slovenije, ki bo predstavljena na vladi, pripeljana v parlament, zaradi tega, ker o nacionalni varnosti lahko in mora odločati samo parlament. Državni zbor Republike Slovenije, ker nacionalna varnost, kot vedno pravim, ni ne leva, ne desna, ampak je nacionalna. Tudi zato je treba o tem se pogovoriti in odločati v parlament. Evo, na tej točki smo, jaz mislim, da oboje bo narejeno maja, se pravi, da bo vlada potrdila to resolucijo, neke vrste belo knjigo slovensko in tudi državni zbor. Hvala. Vojko, hvala. Seveda, ti si opisal zgodovino, ki je za nas tako pomembna. Ko sem prej nekaj stvari odprl, tukaj je neka skrb, ali bo z temi potezami, ki jih je naredil predsednik Trump, oslabljena ta veja, ki jo imenujemo NATO, na kateri je precej zgrajenega tudi v evropski, ko bi rekel, obrambni arhitekturi. Zdaj, kako je s to rečjo? Kaj se lahko zgodi, če ZDA zapustijo NATO? Čeprav smo zdaj slišali državnega sekretarja Rubija, da to se ne bo zgodilo. Ampak cel kup je nekih dilem in nejasnosti okoli tega. Morda ti lahko kaj o tem poveš za začetek razprave, pol bodo se pa drugi ogreli. Kaj si to rekel? Danes zjutraj sem govoril, nedolgo nazaj, z enim kolegom z one strani luže, ki je bil v prejšnji administraciji kar pomemben človek. In sva predebatirala tudi to možnost, da se ameriška administracija do NATO nekoliko ohladi. Zaenkrat nimamo še nobenih dokazov za to. In tudi vse izjave so take, da ne kaže na to. Ampak
Ne moramo pa tega izključiti. In tudi na to moramo biti pripravljeni. Namreč, prej sem pozabil povedati, zakaj je bila sploh teritorialno ustanovljena obramba in zakaj smo dali denar zanjo. Ker se je tisto leto na Češkem zgodila sovjetska invazija. Ruski tanki so pomedrali češko svobodo, tako kot so leta 56 pomedrali tisoče ljudi in madžarsko svobodo. Mi smo imeli pa to srečo, da leta 51, ko je tudi Stalin hotel napasti Jugoslavijo, ker ni šla po njegovi poti, da smo se obranili tudi s pomočjo Amerike, ki je poslala grožnjo, Moskvi ni tega ne počne. Hotel sem reči to, da je čas, da se Evropa postavi zase, zdaj. Pa potem Amerika zapusti NATO, na pol zapusti, ali pa ne zapusti, Kljub temu se moramo držati pregovora balkanskega, ki pravi, uzdaj se use in v svoje kluse. Potem bomo lahko tudi več šteli v mednarodnih odnosih, ne bomo več palček in potem se bo mogoče lahko zgodilo, da se ne bojo mogli pogajati Rusi in Amerikanci mimo nas o tem, kaj se dogaja v Ukrajini. Zdaj je že precej jasno, da brez nas se pogajate precej težko, da so stvari, ki jih ne morajo rešiti na mestu. Naprimer, Putinova ključna želja je, da se umaknejo sankcije, da se nazaj uvede SWIFT in da se odmrzne 300 milijard ruskega premoženja, ki je zamrznjeno v Evropi. No, tega ne more narediti Amerika. To je ena od stvari, ki jih Amerika ne more narediti. Sankcije in SWIFT lahko znova uvede samo Evropska unija, ker ga je SWIFT ukinila Evropska unija in sankcije uvede. Skratka, in na koncu mu rekel, pa zakaj nimate nobenega v Ameriki, ki bi majčkeno te stvari povedal, ne samo, da ti meni po telefonu poveš, imate kakšno pressure group, Prav, imamo vse je ostalo znotraj senata pa kongresa, da bi se pa kakšen zelo glasno izpostavljal, pa tudi ne. In mi je povedal eno res dobro šalo o tem, kdaj si ljudje, ki upajo povedati, ki jo je rad pripovedoval Reagan, zakaj v Ameriki še ni reakcije na vse to, kar počne novi predsednik. En zavarovalni agent gosti enega človeka, ki je prišel izplačati si zavarovalnino, češ da je bil močno hudo poškodovan in polomljen na eni prometni nesreči. In zavarovalni agent odpre knjigo in reče, ja, gospod, sej vidim, vi ste bil dolg časa na bolniški, ste bil operiran, ampak zakaj ste pa unmu reševalcev, ki vas je prišel rešiti po prometni nesreči, rekli, da se počutite boljš kot kadarkoli v življenju? Je rekel, moram pa opisati, kako je prišlo do nesreče. Pa reče, jaz sem šel z mojim konjem, ki sem ga peljal pri kolcu, pa s psom na hipodrom in se je zgodila prometna nesreča, pri kolca se prevrnila in mene je vrgel na travnik. Ampak potem je prišel šerif in je šel najprej konja pogledati in ker je konj rjov od bolečin, mu je prislonil pištolo na glavo in ga je ustrelil konj. Pol je šel še v avto, ki je pes cvil od bolečin, pa je še njega ubal. Pa jaz vprašam, kaj mu pa vi rekel tismu šerifu, ker se je vprašal, kako ste? Je rekel, se počutim bolj tako, kot nikoli v življenju. Tako da približno tako je stanje zdaj na nek način, pa ne da bi primerjal, ampak tudi v Ameriki še ni kritične mase. Tako kot se nihče ne upa ogovarjati Putinu, ne v Moskvi, o tem tako vemo, ker če ne padaš čez okno ali pa spiješ kakšen čudni čaj. Tako da tle smo, Marjan. Se bo pa ta kritična maca izbistrila, v to sem prepričan. In midterm elections niso več tako daleč in bojo nekšen pokazatelj, kaj se je v resnici zgodilo. Za mene, ker dobro poznam časopis Wall Street Journal, ker smo z njimi navezali res pristne stike z novinarji, uredniki ob tisti slavni zgodbi o izmenjavi vohunov. Če si danes pogledate, prvič, odkar je predsednik Trump na oblasti, je Wall Street Journal uvodnik posvetil kritiki odločitev predsednika Trumpa glede tarifov. Ko to naredi Wall Street Journal, je nekaj drugega, kot če to naredi Washington Post. Zato, da jaz mislim, da do vrha NATO, ki bo letos 25. junija na naš praznik v Hagu, ne bomo kaj več vedeli. Mislim, da se bodo tam stvari razčiščevale
in da se bojo tam polagali računi taki ali drugačni. Tako približno. Ja, omizje je odprto za razpravo. Kdo se bo prvi javil? Gospod minister. Čisto moje vprašanje. V zgodovini je bilo Hitler in Sudeti, zdaj je bil Krim, strani Rusije, Indonezija, Timor, Kitajska in Tibet. Mi imamo na severovzhodu področje, ki meji na Madžarsko, 9,2 milijona Madžarov, nas je 2,2 milijona, 650 tisoč nas je nad 65 let. Če se oni odločijo, da korakajo mimo Murske Sobote in nazaj v ta del, kdo nas bo branil? Mi nimamo dovolj osebja. Torej, po eni strani se moramo oborožiti, po drugi strani pa jaz osebno mislim, ker Hrvati so pod podobnim pritiskom, da bi na tem področju se z njimi povezali. Čeprav Hrvati ne slušajo. Kaj je tvoje mnenje? Res je. Ni prijetno poslušati včasih te uradne madžarske predstavnike, ki kar naprej jamrajo zaradi krivične trianonske pogodbe. Ne. To ni tako nedolžno, ker zgodovinske reminiscence imamo. Ne. Hitler je skozi jamral zaradi krivičnega miru, ne. In na tem potem bo dobil soglasje populacije. Da se pa vendarle zares ne bojim, je pa razlog to, da če pogledaš meritve javnega mnenja, zdaj na Madžarskem vidiš, da ga drugo leto čaka poraz Orbana na volitvah. Kar je prvič to dober, drugič pa ja. Te možnosti ne moramo odpisati in je treba biti pripravljen. Zakaj? Še posebej v primeru, če bi Rusiji uspelo podrediti si celo Ukrajino ali pa tudi priključiti. Vse tisto, kar je do zdaj zasedla, bi spadlo, da je za zločin agresije, ker agresija je največji zločin po mednarodnem pravu. Potem nisem odločil jaz, o tem je glasovala Generalna skupščina Združenih narodov, da je to agresija, kar delajo vse. Potem ni noben več varen. Potem ni varna Grenlandija pred Ameriko in tudi Slovenija ni varna pred skominom od sosed, ki imajo vse neke zgodovinske aspiracije po našem ozemlju, ker zgodovinsko lovorito vse njihovo. Jaz ne vem, kaj je bilo sploh naše, če si Italijani vzamejo svoje, pa Madžari svoje, pa Avstrijci svoje, kaj nam ostane? Ne veliko. Savudrija, recimo, pa Razkrižje. To bi bilo napačno sporočilo. In zaradi tega moram reči, da nisem navdušen, kadar slišim komentarje ljudi, ki rečejo, Ukrajina je že izgubila, mora sprejeti ruski diktat, ni druge, ne? Taka je realna politika. Ne. Mi se nismo vdali nikoli. In kada smo se borili nazaj, smo prišli do svojega in danes imamo svojo državo. Če bi rekli tako, ne bi bili tle. In poleg tega, če je Ukrajina vojno že izgubila, zakaj vojna še traja? Mi to kdo lahko razloži. Skratka, ne vem, kako se bo končalo. Ne vem, kaj lahko prinese premirje in kaj prinese mir. Ampak nagrada za zločin ne more biti teritorialne koncesije kar tako in ne more biti brez kaznovanja vojnih zločinov. Na obeh straneh, da se razume. V neki prihodnosti, ko bi bilo možno doseči mir na način, da bi se stvari uredile tako, kot se urejajo z diplomatskimi sredstvi, da se za trenutno okupirana ozemlja izvedejo določene aktivnosti, prehodna obdobja, uprave začasne in tako naprej, referendumi o tem, kam želijo pripasti in tako naprej. V tisti situaciji pa si bodo seveda Ukrajinci v zameno za tako koncesijo absolutno hoteli imeti varnostne garancije. In kakšne varnostne garancije pa lahko daš Ukrajini pred Rusijo?
Prav velike izbire ni, ne. Če jim daš za podpisati en papir, ni nič. Ko je Slovenija vstopila v NATO, je predsednik Drnovšek, zdajle mi je prišlo, rekel, jaz sem zelo vesel, da smo prišli v NATO in to je zagotovilo naše varnosti. Absolutne varnosti pa ni, je rekel. In to je to. In NATO je najvišje zagotovilo pred takim sosedom, kot je Putin. Ne vem, mogoče bo Rusija po Putinu en dan takrat ne bo več posegala ampak v zdajšnji situaciji, ne, saj Rusija ni napadla Baltov, pa bi jih lahko, ni napadla Suwalki koridor, pa bi si ga lahko vzela. Ne, oni so napadli Ukrajino, ki ni bila članica NATO. In druga stvar, ki te varuje, je atomsko orožje. Tretja pa že ne vem, kje je. Tako da, če bi prišlo do teh pogovorov in do teh teritorialnih koncesij, v katerih bi bilo treba še videti, komu bo kakšno ozemlje pripadlo, se ne sme nič izključiti in mora biti rešitev taka, da jo bo lahko ukrajinski narod sprejel. Govorim narod, skozi parlament, ne Zelenski, ki ga spraviš za mizo, a ne, pa bo rekel, da se dobro počuti, ne, ker bo imel puško, pištolo na temenu. To. No, Lojze, Hvala lepa. Hvala lepa, Vojko, za ta razbor. Dovolj jasen. Tudi za povezavo s časi, ko se je bilo treba odločati in smo zmogli toliko modrosti in enotnosti, da smo se postavili za nekatere skupne cilje. Jaz vem, kaj je takrat pomenilo za vlado 2 glasova več, ampak bilo je dovolj, da smo šli vsaj zamudo v smeri, ki nam je potem omogočila tudi uspešno obrambo. Ne bi se rad preveč spominjal, ampak se pa zelo natančno spominjam, da je bilo prav na dan izvolitve vlade, so začeli pobirati orožje, ga večinoma tudi pobrali in večinoma smo ga z zavzetjem skladišča v Borovnici dobili tudi nazaj. 3. dan vojne, če se ne motim. No, takrat je bilo jasno, da moramo imeti nekaj v rokah in rad bi se spomnil še dejstva, da smo imeli takrat, ne samo mi, vse republike po ustavi iz leta 1974 pravico do samoodločbe in odcepitve. Jaz sem hodil Markoviču z idejo, da se pomenimo, kako to izpeljemo, kako to resnično, seveda, ne treba razlagati, da posluha za to ni bilo. Ga je bilo celo več pri Kadijeviču kot pri Markoviču. In malo za hecpe, ko sem jaz moral povedati dol njemu, da smo skrbeli sklep, da ne dajemo več rekrutov južne od 5. armadnega območja, je rekel, ko sem malo nasmejal, pa rekel, Lojze, pa kažite vi meni, kako ste vi to zamislili. Dobro, to danes sem imel veče bolj, da se takrat me Jaz bom rekel, hvala Bogu, da so nas ocenjevali in da smo mi znotraj te teritorialne, ki ni nastala samo proti zunanjemu sovražniku, tistih, ki so varni v kakšnih centrih, vedo povedati, da so se varni tudi v borbi proti potencialnemu notranjemu sovražniku. Važno pa je, da je tista teritorialna obramba prevzela v času priprav na osamosvojitev vlogo branilca volje Slovencev, ne pa interesov nekega centra Slovenije, ker je bilo tako, smo tudi zmagali. Zdaj pa se bom spomnil, da sem bil pred par leti v Bruslju na enem sestanku, tam se veliko večeri dogaja na razne teme. Jaz sem bil na eni, na kateri so bili ljudje, ki so trdili, da lahko v nekaj letih postavimo evropsko vojsko. In so rekli, z tehničnega, finančnega, organizacijskega vidika, to ni velik problem. Zmeniti se je treba, kako, kdaj in na kakšen dan. Jaz sem pa potem rekel, gospodje, verjamem, da je to možno,
Moje vprašanje je pa politično. Zakaj bomo mi uporabili to vojsko oziroma kje? Takrat je Nemčija še gradila severni tok. Jaz sem rekel, če Nemci z Rusi gradijo severni tok, Krim se je pa že zgodilo, se rekel, ne verjamem, da se bodo oni v Ukrajini borili proti Rusom. No, vidiš. Jasno, ne? Recimo, ne? No in zdaj tukaj dodam še nekaj za način spominskega ozadja. Ko je bil tukaj Kozirev, ne? Je rekel, mi razumemo, da se je Slovenija odločila za zahodne integracije, imeli smo lepe odnose, trgovina in tako naprej. Je rekel, mi to razumemo, ampak dajmo ostati naprej. Ni rekel ravno prijatelji, mislim, da je rekel partnerji. Ne? Jaz sem, ko se ta model sebi tako rekoč želimo, tukaj torej ni nesoglasje. Ne? Torej danes je zdaj ta situacija drugačna. Eni ne bom zdaj govoril, kaj vse kdo reče o Putinu ali kaj kdo reče o Trumpu. Bi pa rekel Trumpu samo tole, jaz sem ga zadnjič v Washingtonu tudi poslušal, preveč visokih Evropejcev se ukvarja z njegovim stilom in z njegovim značajem. Strenjam. Premalo se jih pa ukvarja z njegovo strategijo in z njegovimi sporočili. Skoraj nihče pa ne ve, da je on od obljub prvega mandata izpolnil 24 do 25%. In smo videli že tole knajpanje Kitajce. Ker mi smo več, Lojze. Kako je realistično obljubljamo in tudi ne spolnil. Torej, on je zdaj Kitajce pritisnil, drugi je pa za 3 mesece odložil. Tako da ena izkušnja s Trumpom je, da se da pogovarjati, malo je treba stopiti na zadnje noge. In jaz se čudim, da se Bruselj tako panično obnaša in vsako skoči na vsako njegovo besedo, pa zraven še na vsako maskovo. Torej, jaz bi svetoval in to upam, da tudi Slovenija prispevala kar malo bolj umirjenemu in suverenemu odzivu. In kakor velja za Evropsko zvezo, da je treba v tej situaciji stopiti skupaj, z tega vidika veliko hvala Bogu, da se je zgodil Trump. Očitno je, da se interes Amerike premika na eno drugo geopolitično točko oziroma področje in treba se bo zmeniti. Bo pa, jaz sem na tistem večeri sem tudi vprašal, mene zanima, zakaj bi bil mladi evropski vojak pripravljen umreti. Kaj je tako svetega v Evropi, da bi on umrl? Amerikanci naučijo, da je treba umreti for United States of America. Sem pa videl na naši televiziji enega Finca, če se spomnite, ki rekel, jaz grem na fronto v Ukrajino boriti se za Evropo. Dobro, lejte, to so zdaj tako vprašanje. Zdaj pa mečkim k notranji politični sliki. Včeraj smo obravnavali v državnem zboru nekdanji poslanci, kako je bilo takrat in kako je 35 let pozneje. In vi pa točno rekla, zdaj smo pa tako polarizirani, da tudi na podeželju, v vasi, ljudje ne morejo več skupaj na pijačah. Ni bilo časa, da bi to na veliko razvijali, ampak mene skrbi to, da smo danes bolj polarizirani, kot smo bili takrat, ko smo menjali državo in režim, in kot sem rekel, smo se v nekih trenutkih poenotili in bom rekel hvala za tistih 5 glasov, takrat pa še za 5 drugega. Mene zdaj zanima, ne samo kdo nas bo branil, ampak kaj bomo branili. Ali bomo branili neko skupno voljo, ali bomo presegli model, ki se spomnim 8 let, in še v Washingtonu. Pa je šel Cerar, in teden za njim pa je skočil pa v Moskvo Eljavci, pa smo malo zgledali. Torej, jaz bi rad, izpostavljeni državni sekretar, še bi malo več povedal, kako bomo mi prišli do nečesa, če bi se reklo neko temeljno soglasje ali vsaj poskus soglasja glede naše obrambne oziroma varnostne politike. In jaz mislim, da smo mi uredili po osamosvojitvi preko zunanje meje. Recimo, da je vstop v NATO in Evropsko zvezo to vsaj za nekaj časa uredil. Mene skrbijo notranje meje. Lejte, mi niti onih revežev ne moramo pokopati. 80 let po vojni iz ene
ga skladišča terejo v uzdah. In to je vprašanje, ki je stalo v zraku, če tako rečem, ne glede na geslo, ko damo v preteklost. Jaz mislim, da smo zdaj pred nekem dvema se rekli, najti pot v nov slovenski skupaj. In ta obrambna ali zunanja politika bi morala biti bistven del tega skupaj. Jaz želim vladi, da pelje zadeve tako, da bomo do tega soglasja, kaj in kam in s kom hočemo prišli in da bomo vedeli, kaj branimo. Trumpu še to, da sem si zapisal. Glejte, slišali smo marsikaj o tem, imeli smo tudi različne demonstracije, ampak gospod je prevzel pobudo. V Gazi je prevzel in glede Ukrajine je prevzel. On hodi v Savsko zemljo in z drugimi se pogovarja. Za enkrat ima mir in moč, se strinjam, bomo videli, kaj bo čez 2 leti. Lahko, da bo že kaj drugače, ampak za enkrat ima moč, ki jo lahko uporabi. In jaz bom prišel, tako da nekje piše, razdeljeno kraljestvo propade. Torej, jaz bi si želel, da smo urejeno kraljestvo, ki ve, kaj hoče. In hkrati pa še to, mislim, da si več priložnosti nakazal, v takih sitnih trenutkih je treba razumeti tudi, kaj je prilika, kaj je priložnost in kako je izkoristiti. Hvala, da ste me tako dolgo poslušali. Hvala, Lojze. Olej, ti bom samo eno stvar povedal, da potem smo gotovili, da teh posmrtnih ostankov ne moramo pokopati v Ljubljani, ker pač je to pristojnost župana. In ga ni. Ga ni. Ja, ni vlade, ki bo to. Ja, ni vlade. Ne? Smo se odločili za nekaj, kar se mi zdi, in smo dosegli kar visoko stopnjo soglasja, tudi med duhovniki, župnikom, da te iz ene kleti, iz gajbic plastičnih preselimo v kostnico, pravo kostnico pri Škofji Loki. In da jih tam dostojno pokopljemo, ko bo pa čas primeren, pa lahko tudi kje drugje, ampak je veliko boljš ta rešitev, veliko bolj pietetna, kot da je še naprej vse skupaj tam. Tako jaz sem to na koncu, pač potem, ko smo videli, da ne grem kamor, to podprl in mislim, da je tako tudi prav. Bo maša, bojo sorodniki zraven, bojo vedeli vsaj, kje svečko prižgati, pa kje se pokloniti in pomoliti, kakor je rekel minister Sajevc. Moram reči, da on je velik patriot. Minister Sajevc in ja, da se je tega projekta lotil, da je to naredil zelo resno in je bil zelo pač uspešen. Drugače pa, ja, zato gremo, Lojze, v parlament gremo, pa bomo tam razpravljali o tej naši nacionalni varnosti in obrambi, ob čemer jaz mislim, da mene tisti, ki ne marajo, ko razlagam, da je treba kakšno orožje tudi imeti, in zmeraj rečejo, pa kdo nas bo napadel, pa kaj ti misliš, da nas bo Rusija napadla? Ne. Jaz ne mislim, da bo mene direkt Rusija napadla, moje ozemlje, ampak kogarkoli drugega bo napadla, ki ga je že, mimogrede, in kar povzroča nemire in tenzije v Evropi že 3 leta. In če bo tak napad sledil še kje druge in ga ne moramo izključiti, v Moldovi. Moldovo je Rusija že napadla, saj veste. Imamo tam spomin Transnistrija. Rusija je že napadla Gruzijo, Čečenijo 2-krat, koga še, marskoga. Ja. In kje se lahko to odrazi? Ja, na Balkanu. Ko pa na Balkanu eksplodira sovraštvo, ki je pač umetno tja tudi prinešeno, in tliže dolgo časa, potem smo pa ogroženi tudi mi. In potem ne rabimo samo orožje za to, da se ukvarjamo s tistimi posledicami, ki niso naravna katastrofa in ki je človeška katastrofa. Ampak človeška katastrofa ni samo vojna. Sta še 2 stvari, ki zelo ogrožajo tvojo nacionalno varnost. In to so masovne migracije in terorizem. In to je tisto, ko nekdo resnično noče razumeti, da obramba in varnost ni samo orožje. Ni samo orožje, for God's sake. Je tudi terorizem,
in so tudi masovne migracije. Smo že imeli 500 000 ljudi, ki je šlo čez Slovenijo, a ne, in se je bilo treba znajti, jih je bilo treba oskrbeti, jim je bilo treba dati kaj za piti, pa za jesti, in brez civilne zaščite ne bi šlo. Poleg tega imamo res čudovito civilno zaščito in ko smo imeli, kako nas je dočekali pač to vlado. Prvo leto smo imeli največji požar v zgodovini Slovenije, drugo leto pa največje poplave v zgodovini Slovenije. In če se ne bi mogli opreti na strukture, ki so obstajale v Sloveniji in so se odlično odzvale, in nam je ogromno pomoči dala tudi ta Evropska unija, ki jo nekateri zelo hitro dajo v nič, ne? In se je gospa von der Leyenova potrudila, prišla in zagotovila 400 milijonov pomoči, teoretično, da bi jih lahko dobili smo jih 410. Ne? Potem se ne bi mogli tako odzvati na tiste nesreče. Tako da jaz bom resno zagovarjal, da je obramba države enako, kot je, kadar se človek sam pripravlja za to, da bo poskrbel za svoje zdravje, za to, da mu ne bo treba iti pol v bolnico, a ne. Prav, jaz bom cele dneve kadil, pil in ne vem, koga še vse počel, pol bom šel po bolnico, pa bom rekel, rešite me. Ne. In tako mora tudi vsaka država poskrbeti za svojo varnost. Ja, tam se ne. Ker vašem javnem predstavu in sicer imate vprašanje, ki so povezane s komunikacijo oziroma načinom komunikacije v državi. Mislim predvsem na medije, verjetno se spomnite enega vaših zadnjih nastopov v Mediji, kjer so bila vprašanja zastavljena na način sojenja vaše komunikacije in razumem OVO, super, odlično, v osnovi pa, to, kar ste zdaj omenili, ne gre samo za oboroževanje, gre za širši kontekst, ampak osnova pa je v vojski. In če gre za oboroževanje, oziroma kjer gre za oboroževanje, me zanima kot vlade, oziroma predstavnika vlade, kako se to financiralo v prihodnje, ker izgleda, kot da se mediji oziroma novinarji nekako upirajo temu in ne želijo slišati tudi oboroževanje zelo pomembno. To razumem, se pravi OVO, potem posledično razumem v kontekstu dodajanja k oboroževanju. Se pravi, ne govorimo samo o oboroževanju, govorimo tudi o odpornosti. To je absolutno, zdaj ne bo nič narobe in v tej smeri stvari verjetno morajo iti. Potrebno se zavedati, da poleg oboroževanja oziroma orožja potrebujemo, oziroma moramo dodati odpornost. Torej, moje vprašanje je vezano na komunikacijo, ali obstaja kakšna strategija, kako se bo vlada ukvarjala s tem, na kakšen način boste pojasnili ljudem, javnosti, kako vojska v bistvu deluje. Če govorimo o vojski, na mediji in cilj javnosti večkrat dajo občutek, da osnovnega načina delovanja vojske v bistvu ne razumejo. In da se mi v kontekstu oboroževanja želimo oborožiti do mere, ko se bomo lahko odzvali na primer varnosti oziroma oboroženosti s primerno opremo. Kaj je to prvo vprašanje? Še eno vprašanje. Povezano s tem, me zanima, kako se bo zgodili, oziroma kako se vidite, in kako se to nekaj, kako je tudi po ministrstvu glede dezinformacij. Verjetno imate nekaj pričakovanja rezultatov tega vrha in verjetno lahko pričakujemo tudi dezinformacij. Ali glavno dela, oziroma pričakovanja, kakšno strategijo Kar dej. Tam na mikrofonu.
Ja, res, danes dan moramo dati navedati za obrambo, ampak smo mi dali veliko manj. Nam ni bilo mar v dano besedo, nam ni bilo mar v naši kredibilnosti. Mi smo bili pošteni od ostalih članic NATO. Zdaj pa seveda so drugi časi. Na eni strani imamo Američane, ki so rekli, konc mi pač ne bomo financirali evropske obrambe. Na drugi strani imamo pač Putina, ki pač noče slišati o kakšnem primeru v Ukrajini, oziroma je pred par leti dal konflikte 150 milijonov vojakov. In kot se tudi povedal, imamo tukaj eno precej narodno situacijo v Bosni. Zelo narodno. Hvala, bom se potrudil, jaz nisem kakšen ekspert za vojaške zadeve, gledam Mirkota Ciglerja, on, hvala Bogu, nam pomaga s svojimi kolumnami in ve boljše od mene, ampak pa tudi Božo. Tako da je treba res prispevati, rekel, za ljudmi, ki pač, kako je rekel Pindar, dulce, belum in expertis, ne? Približno tako, ne? Pač, mi nimamo te sreče, da bi bili neizkušeni od vojne, ne? Pri meni so bili vsi sorodniki v vojnah. Ne? Pa noben, vsi so si hoteli miru. Ampak bom povedal to, da imaš prav, ja, seveda. Jaz mislim, da je predsednik vlade že dvakrat bil na televiziji, ko je povedal, ja, morali bomo dati prej 2%, to je naša zaveza, in dali bomo za cilje zmogljivosti, in je povedal, da je za doseganje naših ciljev zmogljivosti, tako se reče, ne, vojaških, to se pravi, to je tisto, kar je res orožje, kar je vezano za obrambo, bomo najdli denar in bomo dali to. Ob tem je povedal dve stvari, ki sta resnične. Prvič, Slovenija je v taki finančno-gospodarski kondiciji, da s tem ne bo imela nobenih problemov, ker ta hip smo res med 5 državami, članicami Evropske unije, ki imajo najboljše finančno-gospodarske kazalce. Še posebej 4, ki tle najbolj štejejo. Stanje javnega dolga, proračunski primanjkljaj, inflacija je na najnižjih v Evropi, BDP za letos je pa med višjimi v Evropi. Zaposlenost je najnižja, zaposlenost je med najvišjimi in tako naprej. Investicije so, na 3. mestu smo po obsegu investicij. Tako da vse te številke nam omogočajo, da bomo z veliko lahkoto, bom rekel, dosegli 2%, ne da bi komorkoli odvzeli. Od 2 naprej, kar bo še treba, bo pa treba najti ta nacionalni konsens, kot praviš, ker če ne bo šlo. To se pravi, manjka nam do vrha NATO sklenitev pogodbe za 8x8, Patrie, in potem imamo rešen problem ciljev zmogljivosti 2 mehaniziranih brigad. In to je tisto, kar bi mogli narediti že zdavnaj, zdaj pa končno bomo. Druga stvar je, kar nam partnerji prepoznajo. Nikdar v zgodovini Slovenije še ni dala toliko za nakup orožja, kot je dala pod to vlado. Nikdar. In ko bomo dosegli 2%, bo šlo v bistvu to za tisto, kar je bilo že predvideno in naročeno. 2 Spartana sta že tle, z enim je začela že prejšnja vlada. 6+6 helikopterjev še naročamo, kakor se spomnim. Obrambni sistem IRIS-T nemški, kot ste videli, smo tudi v skupini držav, ki prispeva k razvoju te IRIS-T, 14 držav, 14 članic Evropske unije in NATO, skupaj z Nemci razvija ta sistem, ki je res dober, nad Patria, Patrioti in tako naprej. In vsebuje tudi nekaj kosov slovenske proizvodne, ta IRIS-T in nekaj zelo sofisticiranih kočkov v tej raketi, kot se sliši.
Tako da poskušamo razvijati lastno vojaško industrijo, in tukaj imamo, ma ne polena, debla nam mečejo pod noge, ne. Češ, kaj bo to domače, saj to ne more biti nič vredno, ne, pa sej, in tako naprej, tako klasične stvari. Ampak ja, odkrita debata bo potrebna, treba se bo posoočiti s tistimi, ki mislijo, da ne rabimo nič za obrambo, tako kot s tistimi, ki mislijo, da dajemo premalo, pa prepozno, a ne. Kar se pa tiče dezinformacij pa medijev, in to drži, medijska pokrajina v Sloveniji je, bom rekel, specifična. Dezinformacij je zelo veliko. Bom povedal nekaj, kar po mojem itak že velika večina ljudi ve. Ob izgonu ruskih vohunov, a ne, je iz tistih njihovih žepov padlo marsikaj, govorim simbolično, in še kar pada. Veliko stvari, ki so tudi grozljive. Ampak ena od stvari je bila tudi ta, a ne, da so bili ruski boti, to se pravi roboti, ki pišejo članke, komentarje in tako naprej, izjemno aktivni prav v Sloveniji in izjemno uspešni. Na enem od spletnih strani je po naši oceni in po ceni cyber strokovnjakov slovenskih več kot 80% robotskih zapisov. To je na MMC RTV Slovenija. In ne moramo nič narediti za to, da se to zmanjša. Čeprav smo se že večkrat pogovarjali, da je to pač neprimerno, ker je dokazljivo, da to piše, mi jim rečemo boti, a ne. Omrežje, ki sta ga obvladovala ruska vohuna, je obsegalo tudi nekaj zelo čudnih ruskih študentov, ki so bili stari, malo mlajši od naju, Marjan. In so bili Erasmus študenti, a ne. Zakaj Erasmus študenti? Ker ko si vpisan na fakulteto, a ne, eno zasebno fakulteto, greš na upravno enoto in na podlagi vpisa dobiš začasno dovoljenje za začasno bivanje. Tudi te so potem, ko smo to pogruntano odšli, ampak verjeti, da zdaj nismo več tarča, pa da vohunov ni več in da ni več teh ljudi, ki se ukvarjajo s tem, da nam tukaj na možgane kapljajo rusko narativo, ki je točno ta, a ne. Boste lačni, če boste dali za orožje. Ne veste, kaj delate, ne bo za revež in tako naprej, ne. Kdo nam to govori? Rusija, ki daje 7% za obrambo. 7, 8 zdaj že. Rusija, ki je 3-krat revnejša od Slovenije. Ruski BDP je 13.000, slovenski pa 34.000 evrov. Ne. Dajo 7% in nam hodijo s svojimi propagandnimi stroji govoriti, da bomo mi lačni, če bomo dali 2%. Ne. In res, včasih je boleče, ampak ne moramo pa te situacije z mediji razrešiti čez noč. Ne. Najboljši strup za dezinformacijo je dejstvo. Ne. Kontrafaktum nullum argumentum, je rekel Tomaž Akvinski, in vsako laž je treba podreti z dejstvom. In en gospod, en ameriški senator, ki sem ga enkrat obiskal, je imel en strahovit govor v senatu, enkrat Tim Moynihan mu je bilo ime. In se je z enim kolegom skregal in mi je rekel, veš kaj, že prav, da imaš ti svoje mnenje. In vsak ima lahko svoje mnenje, ne morem pa imeti vsak svojih dejstev. In zato je treba z dejstvi operirati in trudimo se, nismo pa še tam. Zdaj je Joži Jerovšek prvi. Joži. Se naslovno na to, kar je bilo zdaj glede stanja medijih, pa komunikacijah, ne toliko na medije. Namreč se strinjam z praktično vsem skoraj, kar si povedal. Tudi sem po to, kar piše v sobotnih prilogah, poleg Božo, ta eden redkih, s katerimi se lahko strinjam, mislim, celoti in so glas razuma znotraj stranje vladne koalicije, in da je tega glasa razuma premalo, po mojem mnenju. Ampak mene skrbi nekaj.
Namreč jaz si na svoj način razlagam to, da si bil umaknjen iz zunanje politike, ker je tvoja primarna dejavnost, na resor samo te obrambe in varnosti. Zdaj jaz si pač to razlagam, da je to pritisk teh ortodoksnih levih sil v Sloveniji, ki so v tem trenutku večinoma dajejo prav Putinu, namreč. In me to skrbi, a je kak se menjajo razmerja znotraj vlade, ki bo šlo v tej smeri, potem moramo biti zelo zaskrbljeni. Namreč, bolj se ta glas razuma, bo umaknil in bo vse posod se šlo do teh podleganja tej propagandi in potem to seveda na javno mnenje vpliva in bo zelo težko eno konsistentno tudi varnostno politiko peljati. In glede na to, da zunanja politika na NATO, zunanji ministri delajo strategijo varnosti, ne obrambni ministri. Tako da iz tega dejstva sem še bolj zaskrbljen, da v notranji javnosti zmagujejo na nek način tisti, ki imajo te ortodoksno leve poglede. Ja, nadaljujem. Veleposlanik Grobovšek. Bom dve vzel, kar dve. Ja, Ja, problema, hvala. Kar zadeva komunikacijo, delovanje vsega tega, ni lahko. Gotovo je res, da je pri nas Putinovske ruske propagande zelo veliko. In to tudi pride v kvalitetne medije, tako imenovane. Žal. Je pa res, da tudi naša nacionalna varnostna kultura ni visoka. Prodali smo najpomembnejše letališče, Grozljivka. Res je. Ja. In pa tudi še naprej, so take zadeve, ki bi se lahko imeli. Poleg tega jaz mislim, da treba pri tej komunikaciji, pa ni lahka naloga, upoštevati, ja bom kar rekel, egoizem, ki je prisoten, kratkoročni egoizem, ki je prisoten v slovenski mentaliteti ali pa politični formi mentis. Poznam gospod, kulturna, politično bi jo dal bližje, ne čisto, kolegu, ki se je oglasil pred menoj in njegovi stranki. In ko se je pogovarjali, smo se takrat, ko je bila vprašanje bojkota ali ne, ruskih, pro-putinovskih umetnikov, ogorčeno rekla, kaj? A zdaj pa jaz ne bom mogla poslušati. Pravi, ne, gospa, ki je blizu, kot sem rekel, je stranki, katere predsedniki šel tudi prvi v Ukrajino, en prvi, no vse to je bilo pohvaljeno, tudi potem tudi od opozicije, in premijer Golob kasneje ali prej je rekel, da je to prav. Skratka, ne bo lahko. Zdaj pa moje vprašanje. To so skoraj filozofska vprašanja, nekatera, ki smo si jih postavili. Povem pa treba biti tudi konkretni. Slovenija je taka, kakršna je, ima svoje sosede in tu in tam slišimo kot informacije. Dobro, vemo. Zračni prostor nam, če prav razumem, v okviru NATO ali dogovora, prosim korigiraj me, če ni prav, pokrivata Italija in Madžarska. Zdaj sam še Madžarska. Ok. Potem, ne, potem... NATO, ne Madžarska, pardon, NATO. Z madžarskimi silami, ja. Ok, z madžarskimi silami, Madžarska je Italija. Ja. Pa prej so pa italijanska. Italijanska, ampak NATO, vedno NATO. Se mi zdi, da v okviru te akcije proti ruskim vohunom, da smo prebrali ali vrsticami ali malo bolj,
da je bilo dokajšnje sodelovanje tudi z italijanskimi organi, obveščevalnimi in tako naprej. Moje vprašanje je to. Da ne bomo tudi konkretni. Vem, da so to podatki, ki so do določene mere tajni, ampak včasih pa bi bilo tudi treba povedati, da ljudje vedo konkretne zadeve. Katere so recimo države, s katerimi imamo mi, Slovenija, varnostno dobro sodelovanje, ki je lahko tudi baza za leto naprejšnji, nadaljnji razvoj tega ali pa širitev. Evo, to je moje vprašanje, Vojko. Hvala ti. Hvala. Najprej Jožetu hvala za podporo, Jože, ampak jaz sem se moral res nekoliko razbremeniti na nacionalni varnosti in to je vse, ni nobenega drugega ozadja. In kolegica, ki dela mednarodne odnose, dela predvsem bilateralo in mi pomaga in hvala Bogu, ker je to res velik dela. Tega dela z nacionalno varnostjo je pa od lanske vaje Odpornost 24, ki sem jo vodil, je pa dela čez glavo, tako da enostavno. Je pa res, da se skozi prepleta zunanja politika, pa obramba, pa varnost, tako da to je zdaj, bom še tako rekel, bolj, ko so časi napeti, pa bolj, ko so krizni, bolj je zunanja politika varnostna, kakor samo, tako da to se vidi. Ja, ampak glej, to deluje vse, ne, bom rekel, ni tedna, da ne bi nekdo bil zunanja ministrica, predsednik vlade, jaz, moja kolegica, tega je ogromno. Se obiskujemo, zdaj se tudi zelo veliko govori o Balkanu, tako kot je Božo rekel, zadeve postajajo spet precej negotove. Predstavljajte si, da gospod, ki že nekaj let, če že ne desetletje, vztrajno ruši daytonski sistem v Bosni, obiskuje predsednika Putina, ta ga sprejme, pride nazaj in seveda se potem čudi, če mu Nemčija in Avstrija odrečeta gostoljubje, mu prepovesta vstop v Avstrijo in Nemčijo in mu zamrzneta premoženje. Glede umetnikov ruskih imam jaz eno posebno stališče in se ga drživa tudi s predsednikom vlade. Ana Netrebko je pela brez problema tukaj. Ti si zamešal za eno drugo plesalko, mislim. Ne, rekla je, da bo pa. Ok, ampak dobro. Ana Netrebko je pela v Ljubljani, ni nobenega problema, ker se ni nikoli politično izpostavljala. Bila pa ena druga gospa, ki se je politično izpostavljala in podprla agresijo, pa seveda slovenske vize ni dobila za svoj nastop, ker je tudi ne bi izdal, ampak ne zato, ker je Rusinja, ampak zato, ker podpira zločin agresije. Tako da ruski umetniki in kjerkoli drug umetnik, ki ne politizira stvari, lahko pride. In tudi mislim, da ni prav. Absolutno je zmotno govoriti o Izraelcih, da delajo stvari, ne dela cel narod. Tudi s Hitlerjem ni bil cel narod in tudi vsi Rusi ne podpirajo Putin. Tako da mi moramo odpirati vrata tudi za prihodnost za en drug dan, ko v Rusiji ne bo več Putin, ali pa bo Putin, pa te vojne več ne bo in bo treba nekako z diplomacijo reševati razmere, ki so nastale. Ampak jaz vam moram povedati, zdaj sem malo razočaran tudi nad rusko stranjo, glede na to, da so imeli dobro priložnost, da bi se lahko šlo vsaj v ceasefire, vsaj v premirje. To bi lahko šli. Vsaj en znak dobre volje po 3 letih nabijanja in te agresije, da si oddahnem. Vsi smo siti te vojne. In bi šli lahko v premirje, pa bi se pogajanja tekla ta čas, ne da bi ljudje umirali. Tako so bila pa prva pogajanja v Rijadu in ko so šli pogajalci domov, je bila tisti večer Odesa deležna takih napadov, da je praktično ostala za nekaj časa brez elektrike in tako naprej. Za mene je perverzno imeti pogajanja v miru, hkrati pa voditi vojno naprej. Ponavadi se vojne končajo tako, da najprej premirje, ponavadi je najprej neki poskusov premirja, pa propade, ampak na koncu eno premirje se obdrži in potem se začnejo pogajanja. Tako je bilo v Sloveniji, se spomnite. In ko je prvo premirje obveljalo, so šli naši pogajalci na Brione, se še spomnimo, šli so vsi, so bili demonstracija slovenske enotnosti, bil je predsednik Kučan, bil je Dimitrij Rupel, jaz sem pozabil, kdo je še bil, ampak ko so se oni pogajali na Brionih, je orožje molčalo v Sloveniji.
Nihče več ni umiral. In potem je bil sklenjen mirovni sporazum, ki je bil, kot veste, odličen. Ampak ta čas je to primerje so nadzirali predstavniki, če se ne motim, Božo OVSE-ja. Ne? EU je imela mandat od OVSE-ja. Okej, no. Mi smo jim rekli sladoledarji, tisti, ki so bili v belih oblekah. A ne? Ne. So bili neoboroženi opazovalci. A ne? In ne vem, zakaj se to ne bi moglo narediti tudi v Rusiji. Rusija noče, ne? Okay. Podobno je bilo na Hrvaškem. Na Hrvaškem celo, ko je bila vojna končana, ko je bil mir podpisan, en precejšen del Hrvaške ni bil v hrvaških rokah. To je bilo Podonavje, ki je bilo še 10 let pod mandatom Združenih narodov. In je bilo jasno, da so tam ljudje odločeni za to, da grejo nazaj pod Hrvaško in so šli nazaj pod Hrvaško. Vse se da. Vsaka diplomatska vojna je boljša, kot vroča vojna z orožjem. Ampak ne pridemo niti do tega. In če ne pridemo niti do tega, me malo skrbi, kakšne so perspektive, da se ta konflikt v doglednem času konča. Ruse pa ne smemo, kako se temu reče, demonizirati. Imamo Putina, dajmo njega. Okay. Marjan, Ja, kdo so naši zavezniki? Ja, tu boš odgovor, ker ti ne bo všeč. Ker so naši najboljši zavezniki Italijani. Ja, dejstva govori o tem, ko sem rekel prej. Ja, Mirko Cigler, Božo Cerar, pa še kdo ve, da so od prve akcije, v kateri je slovenska vojska sodelovala v tujini, to je bila operacija Alba leta 1997, smo šli v to operacijo na povabilo Italijanov in z Italijani. In od takrat naprej smo bili v vseh misijah v tujini skupaj s Italijani. Si z njimi delimo kuhno, si z njimi delimo poveljstva, se z njimi dobro razumemo, že od leta 97, koliko je to zdaj? 30 let. Enako velja za sodelovanje policiji in enako velja za sodelovanje obveščevalnih služb. Evo, zdaj, vem, da boš jezen. Ne, to ni odgovor. Jaz pa mislim, da je, ne, ti si član vlade. Ja. Nekaj to komunicirati, to povedati. Ker če se tega ne ve, se ne ve. Ne? In potem so neke reminiscence. Jaz mislim, da je to pametno. No, po mojem se to ve, no, ne vem, ampak dobro. Po mojem se to. Evo, Bogdan Benko je bil ambasador v Rimu, pa dobro ve, da je bilo tako. En od razlogov je tudi, če pa štašul, da ne se Je pa tako, ne, pa se pa vojaki naveličajo testenin, ne, in pogrešajo seveda 3 elemente gurmanske, slovenske. Goveja juha, kislan zelje, pa restan krompir. Ja. Ampak tudi to prilagodijo potem Italijani, se navadijo, pa reče, se to naši unigori iz Bocna jejo, ne, pa naredijo. Skratka, ja, res imamo to sodelovanje s Italijani razvito. Tudi zdaj, ko je bila uvedena pač nadzor na meji zaradi posebnih razlogov, tudi zaradi terorizma in migracij in tako naprej, je bilo v glavnem ta nadzor meje tak, da ljudje ob prehajanju meje niso čutili. Sem pa kaj malo za Avstrijo, tam na Fernetičih, drugače pa ne. Z Avstrijo imamo tudi dobro sodelovanje, moram reči, tudi obveščevalno. Smo si zelo pomagali pri obvestilih, ko gre za terorizem. In smo bili zelo uspešni tudi pri identificiranju nekaterih teh, kako se reče, samskih volkov, ne, to sem, ne, kako že, volkov samotarjev, ja. Teh, ki se samo radikalizirajo, to so fantje ponovadi mlajši od 18 let ali pa celo 16 let, ki se preko interneta radikalizirajo in potem se jih spremlja in ko že vedo, kaj začnejo komunicirati in tako naprej, kaj začnejo kupovati po trgovinah, kaj začnejo zbirati, seveda se potem te podatki dajo skupaj in se ukrepa in z Avstrijo je bilo to sodelovanje dobro. Z Madžarsko nimam kakšnih podatkov, imamo pa z njimi kako že, MLF, MLA, skratka skupno enoto vojaško Italija, Slovenija in Madžarska, kar tudi v redu poteka. S Hrvaško pa tudi mislim, s Hrvaško se je poboljšalo v zadnjem času, ker so se te migrantske poti praktično so usahnile. Tako da moram reči, da je imigrantov v zadnjem četrtletju več kot 70 ilegalnih, več kot 70% manj
kakor prejšnje leto. Ampak to je povsod po Evropi, ne samo pri nas. Tako da ta val ilegalnih migracij usiha, tako po morju kot po kopnu. Marjan Lekše ima še vprašanje. Jaz moram povedati, in sicer povedal bom tole, Labriola, mislim se je imenoval, italijanski politik, ki je bil v ječi nekaj let zaradi tega, ki je naredil sintezo, ki ni bila všeč nekomu, ne. Zato jaz nam naredil sinteze, ampak bom na nekaj opozoril. Tole predavanje gospoda državnega sekretarja je izjemno subtilno, filozofsko. Jaz sem to pozorno poslušal, jaz bom takole rekel. Tisti, ki ni pazljivo prebral Aristotelovo knjigo Politika, kdor ni prebral Aristotelove knjige Politika, ne, težko zve, torej se težko zave, kaj se dogaja, ker se zgodovina ves čas ponavlja. To je eno. Drugo, moramo opozoriti, ponavlja se ideološki, torej monopol nad jezikom se ponavlja, jezik je pa edino orodje, da mi nekaj sporočimo drugemu. In opozarjam, da je najbolj važna terminologija. Brez ustrezne terminologije mi ne moramo nič narediti. Jaz to jezik zdaj sem študiral 5 let, decembra 2019 do danes lahko rečem, jaz sem končal to. Jaz bom opozoril še na eno knjigo. Viktor Korošec, Rimsko pravo. Kdor to ni prebral, tudi ne ve, za kaj gre. Opozorim še na eno knjigo. Benjamin Flander, profesor fakultete za varnostne vede v Ljubljani Univerze Maribor. Kriza prava, sofisticirani holokavst. Jaz sem danes poslušal izjavo kitajskega ministra, ki je ponavljal enake besede kot Hegel 1807. Ponovil je to, kar je rekel Hegel pred, torej 1807. Odgovarjal je na ameriške carinska preračunavanja, on je ponovil Hegelove besede. Vzajemno priznanje, vzajemno spoštovanje. V zgodovini ni nič novega in jaz še enkrat poudarjam, v Sloveniji smo malo pozabili na terminologijo, ki je bila v samoupravni Sloveniji pa Jugoslaviji. Miroljubna eksistenca, miroljubna koeksistenca, nič nas ne sme presenetiti, mi vse vemo, saj jaz vse vem, no, glede jezika. No, zdaj, jaz čestitam za tako subtilno predavanje. In mi moramo to, kar vemo, nič nas ne sme presenetiti, miroljubna eksistenca, miroljubna koeksistenca. Opozoril bi, pozabil sem doma Večerne novosti, ki so objavile Hrvaška, Kosovo, Albanija, mirovni pakt zoper Srbe. To so Večerne novosti prinesle beograjske, tisti dan sem 3 časopise kupil, Delo, Dnevnik pa Novosti. Čisto slučajno se je to zgodilo in je bilo noč. Tako da terminologija, spoštovani gospod državni sekretar, tukaj jaz lahko tudi pomagam, če ni tega, bi rekel, kategorijalnega aparata, to imamo mi vsi, odkar živimo, no, tako. Brez zamere, hvala za prijatnost. Daj tam naprej. Hvala. Bom kar tako, Bogdan Benko. Mikrofon. Hvala za to subtilno. Hvala za to subtilno predavanje. Mene pa ne zanima, dobro, vsi smo doživeli, da nisem kakšnega vključil v našo starostno skupino. Situacija v svetu je podobna kot takrat
bivši jugi, nič nas ne sme Isto je, isto. No, ampak takrat smo hodili na orožne vaje, takrat smo se učili, kako pogasiti požar, kako reševati ljudi iz vode, kako disciplinirano oditi v zaklonišče, oskrbovali smo zaklonišča. No, mene zanima čisto konkretno, kar bi verjetno vsakega državljana zanimalo, ali bo vlada v tem smislu kaj ukrenila, da se konkretizirajo ta gesla, ki so okrepimo pripravljenost, odpornost, varnost in tako naprej. Hvala. Še Cigler? Mirko Cigler. Hvala, kako si prišel danes na ta sestanek pri vseh obveznostih, ki jih imaš, da si našel čas za nas. Je bilo koristno, vendar moram priznati, da sem pričakoval, da bo še bolj koristno. Da boš vsaj nam povedal kaj več od tistega, kar poveš v medijih. Zakaj se govorim? Govorim zato, ker imam občutek, da se ta vlada ne zaveda resnosti situacije, v kateri se nahaja svet. V kateri je zdaj jasno, da ljudje pričakujejo od svojih vladajočih bolj direktno, bolj neposredno, bolj, če hočete, pošteno besedo. Zato v Ameriki, poleg vsega, kar se dogaja od 2. aprila, popularnost predsednika Trumpa raste. Zato popularnost Putina v Rusiji raste. Zato popularnost Xija v Kitajski raste. Zato, ker ti trije veliki voditelji velikih držav razumejo, da njihovi državljani od njih pričakujejo veliko bolj neposredno direkten govor in naslavljanje ključnih zadev. To, kar naša vlada govori zdaj glede evropske in nacionalne varnosti, je pesek v oči, Vojko. Vprašanje odpornosti ni novo vprašanje od včeraj, je vprašanje, ki je sestavni del NATO-ve doktrine že 10 let. Resilience smo pravno. In ni mesec dni pred NATO-vim vrhom, ki govoriš o beli knjigi, mi smo imeli, nažalost, v Sloveniji vsaj 3-4 bele knjige, ki jih razen belih platnic tako ničema ne spomnim. In vendar nam zdaj spet groziš, oziroma ne groziš, obljubljaš novo belo knjigo. Ko se pogovarja s slovenskimi vojaki, ti nihče ne zna povedati. Nihče. Kaj naj bi bila vsebina te nove obrambne paradigme države? Nam je jasno, da je po padcu Berlinskega zidu paradigma iz časa hladne vojne velikih naborniških vojsk bila outdated. Da je zaradi teh globalnih nalog nastala nova doktrina, to je bila doktrina ekspedicijskih malih profesionalnih sil. Zdaj nastopa neko popolnoma novo obdobje, ki zahteva popolnoma novo, drugačno, zlasti za Evropo, varnostno doktrino. Ničesar od tega ne slišimo. Dobili smo belo knjigo, ki je vprašanje how much. Koliko bomo porabili, zakaj? Nič kako in nič v kakšen sistem. Torej, in jaz imam občutek, ko se pogovarjam z ljudmi in sodelujem na podobnih zadevah, da ljudje čutijo, da jim današnja oblast, tako rečem, ne odgovarja resnična na ta temeljna vprašanja. In zato prihajamo do take nemogoče
absurdne situacije, da Slovenci hkrati zahtevamo, pričakujemo več varnosti, več stabilnosti in hkrati smo v visokem odstotku prepričani, da za to ne rabimo ničesar prispevati. Izjava predsednika vlade, da Slovenci ne bomo čutili na svojem žepu povečanje obrambnih izdatkov, je strel v koleno, in če ne boste pozorni, bodo volitev še kakšen drugačen strel. Se bojim, da za povprečnega Slovenca taka izjava je v resnici ni kredibilna. Hvala. Hvala. Tam imamo še odzadaj, prosim, če a se... Ja? Hvala lepa za povabilo, sem poslanca, govorim. Gospod Krvov, ste veliko govorili o Rusiji kot o grožnji Rupe in v zvezi s tem radi nekaj kratko delom, če dovolite. Po koncu 20. stoletja, po koncu akutnega vojaško-ideološkega spopada, je svetovna skupnost imela edinstveno priložnost zgraditi zanesljiv pravičen varnostni red. To je zahtevalo preprosto sposobnost vključenja njenih vseh zainteresiranih stran in obojestransko predstavljanje terena. Naša država, se pravi Rusija, je bila zavedena takšnemu korporativnemu modelu. Vendar je prevladal drugačen pristop. ZDA in drugi države so verjeli, da so zmagali v hladni vojni, da imajo pravico samostojno določati, kako naj bo svet organiziran. Rezultat tega pogleda je bil neomejen širitev NATO v prostoru in času. Čeprav so ostale tudi drugi možnosti, tudi drugi ideji, kako zagotoviti varnost v Evropi. Naša država Rusija vedno predlaga konstruktivne rešitve in poudarjala pomen razvoja mehanizma evropske in svetovne varnosti, ki je ustrezen vsem. Spomnimo se lahko ideje o evropski varnostni pogodbi, ki jo je Rusija predlagala v letu 2008. Isti temi so bili postavljeni v memorandumu ruskega ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil posredovan ZDA in NATO decembra 2021. Podatci naše predvodnje niso našli nobenega odgovora. Spomnimo tudi, da je prav Washington začel pogovorite za stabilnost in obstanke vstopal različne pogodbe. Taka rizika je prepeljala do sedajnega izjemno nevarnega stanja. Očitno soočimo razpad jugoslovanskega varnostnega sistema. Danes ga preprosto ni. Pravzaprav ga je treba ustvariti na novo. Takšna situacija je pomembno razumeti, da mora biti prihodna varnostna arhitektura odprta za vse evropske države, ki želijo sodelovati pri enem ustvarjanju. Želimo na istem kontinentu, ne glede na to, kaj je drugi. Ne moramo spremeniti geografije, tako ali drugače bomo morali sodelovati. Ja. Nažalost, je protiruska propagandna kampanja, kateri so vpleteni zelo visoki evropejski politiki, vsebuje tožbe, da naj bi Rusija načrtovala napad na Evropo. Naš predsednik Putin in minister zunanje zadeve sta večkrat povedala, da take izjave nimajo nobenih zvez z realnostjo. In so je prepričilo, da novo proizvodnjo orožja.
Malo skrajša, ko se bo ustavil. Da Slovenija interesa nekoga, ampak recimo, da je biti pogovor o vseh vprašanjih, pogovor o spektru vprašanjih svetovne varnosti. Hvala. Ok, hvala lepa. Hvala. Še minister Česnek. Vzem, pazi, Pol pa zaključ. Ja. Vinske maske, če se spomnite, o Putu, Andreje, ki so sedaj aranžirali, ker ni voznikov, tiste banki, ki imamo. In smo belgijske puške, 680 kosov, Saudska Arabija, ki je kupila 92 000, ker so izredno primerne, da bojo manjke včasih. Zanimivo pa je, da ko so naše puške pošle v naše skladišče, se je tovarna v Belgiji zaprla, ker ni bila več profitna in tako se je nehalo ljudje zemlje in podobno. Kdo je bil politično odločil, da bo povedal, ki so čakali in podobno. Stvar je v tem, da naša vojska je trenirala NATO-ve skupine v gorskem delovanju. Naši sanitarci v naši vojski so eni najboljših v Evropi. Ne vem, zakaj ne bi imeli posebni bataljon ali brigado, ki bi se s tem ukvarjala in delovala v okviru NATO. Namesto, da smo neka agresivna vojska, koncev mi ne moramo se privoščiti na pas eno veliko Nemčijo, Francijo, kaj je podobno. Ampak da se delujemo v doči neresnitetna in načevalna brigada dojma. To je bilo v prejšnjih kampanjah velikih svetov. Vidite dobro, zakaj ne bi naša sredstva, ker imamo eno najboljše vojno. Hvala. Hvala. Ok, bomo počasi zaključili. Ja, to je, Zdaj bo že meni čas, da zmakuje. to je zadnje vprašanje in lepo Ja. imaš možnost odgovoriti. Ja. Bom začel pri ministru Česneku. Nič ne drži, kar si rekel. Na srečo. Tako da šoferji so, zmeri več jih bo. Piloti se usposabljajo za ta nabavljena letala. Patrie nove so čudovite in bojo imele opremo gor, ki bo med 30 in 40% kupljena doma kupljena, plod domačega znanja, vrhunska tehnologija. Naše tehnološke, kibernetske rešitve in umetno inteligenčne rešitve so se potrdile na bojišču v Ukrajini, z našimi droni, tudi med drugim in tako naprej. Tako da gremo v eno zelo zanimivo obdobje, kjer bo lahko naše znanje zelo dobro kombinirano s tistim, kar bo ena nova osnova slovenske vojaške industrije, za katero verjamem, da ne bo v jeklu in v težki industriji, ampak v vezju in polprevodnikih in čipih. To sem trdno prepričan. Potrebnih bo nekaj let, ampak potem bomo lahko doma kupovali. In tako tudi cela Evropa. Danes kupujemo 64% orožja od Amerike, načrt je, da že v 5 letih pademo pod 50%. Mislim, da noben pameten človek ne more nasprotovati temu. In da bomo razbijali spet svoje skupne najbolj zahtevne orožja, letala, tudi civilna letala spet v Evropi in tako naprej. Bogdanu rečem, ja, nič nas ne sme presenetiti, se še vsi spomnimo in to je to. Saj se nismo mi spomnili izraza odpornost, Mirka, ampak uporabljali ga nismo. Ljudje niso vedeli, kaj je to odpornost. Zdaj pa vejo. Odpornost je, da se pobereš potem, ko padeš. To je odpornost.
In da po požaru, ki je divjal na Primorskem, se organiziraš tako, da takoj kupiš 4 nove traktorje, ki so se odlično izkazali v naslednjem požaru, in da opremiš na novo, bom rekel, gasilce na tistih področjih, ki so požarno nevarna. Odlično smo se znajdli in pobrali po poplavah. Kdo je bil prvi na krajih odrezanih od sveta na Koroškem? Vse ste videli posnetki. Kdo je bil prvi minister? Patria. Patria je prišla prva, dokaj? Ker so bili vse cesti, ker ni bilo noben telefon delal. 2 Patrije sta prišla, ena z medicinsko pomočjo in ena, ki je poškodovane ljudi pripeljala v dolino. Tako da dual use ni samo fantazija pa bla, 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 ampak je transportno vozilo Slovenske vojske prišlo tja. Prvi pontonski voz, čega je bil? Od Slovenske vojske. Bogdanu povem to, da je eden od predlogov, ki je nastal na podlagi te vaje Odpornost 24, ki je bila interna vaja. Zato jo v javnosti niste videli. Ampak znotraj države jo je pa igrali 2000 ljudi. In vam moram povedati, da ko smo igrali to vajo na vladi, ker vlada potem postaje voditelj kriznih razmer, da so se ministri odzivali ne samo, da so sodelovali, ampak da so imeli milijon predlogov, kaj bi se še dalo narediti. Da ne govorimo o tem, kakšen cirkus je bil, ko so ob 6 zjutraj, med 5 in 6 zjutraj so jih prišli iskati policisti z vozili, pa so mnogi pozabili, da je vaja. Si predstavljaš, ko pride policaj pred hišo, pa so vse vidi, da so te policaji odpeljali. No, par ministrov je bilo v nerodnem položaju. Tako da iz tiste vaje je izšla tudi ocena, da bi bilo vredno poskusiti ponovno ustanoviti nekaj, ali pa kratko, kot smo rekli, teritorialno obrambo. Na prostovoljni osnovi, kot rezervno sestavo Slovenske vojske in z neko novostjo, ki je povsem logična, in sicer, da bo enako dostopna za moške in ženske. Ogromno ljudi po naših raziskavah internih javnega mnenja to podpira. Bi sodelovali in se učili osnovnih veščin vojaških v prostovoljni sestavi teritorialne obrambe, če bi ušli v to. Mirko tu, prijatelju, povem pa to. Ne moreš verjeti, koliko sem vesel, da ti nič ne veš, kaj delam. Ker to je prvič, da nam je uspel skriti tisto, kar delamo, ker do zdaj smo vse ščvekali, pa so nam vse sesuli, še preden smo kaj predstavili. In zdaj Mirko nič ne ve, pa spet stoka, da to ni prav. Boš zvedel, ko bo čas, boš prebral, boš v razpravi sodeloval in bo veliko bolj učinkovito, kot da bi zdaj vsakmu naprej razglabljal. Naj povem, da me jutri čaka razprava v Državnem zboru, kjer sta dala pobudo, mislim, da bila stranka Levica, za izredno sejo, skupno sejo odbora za zunanjo politiko in obrambo, kjer so povabljeni vsa predstavništva mirovnih gibanj, predstavniki teh mirovnih pobud in tako naprej, z zahtevo, da se takoj preneha razprava o oboroževanju Slovenije. Jaz bom tja šel in bom približno takole, kot sem vam danes razlagal tudi njim. Drugače sem pa vesel, da me nič ne ve. Končno, enkrat nekaj. Nekaj znamo pa tudi mi zase zadržati. Še kaj je rekel? Kaj, še kaj? Ruskega veleposlaništva. Ja, kolega z ruskega veleposlaništva, hvala za prebrana pač traktat, ki so vam ga poslali iz Moskve. Mi se z njim ne strinjamo, jaz pa še posebej ne. Tako. Ok, mislim. Ja. Celo smo bili v 13., 14., 15. stoletju ambiciozno dinastijo. Niso bili velika dinastija, ampak ambiciozno germanske uspelo. Med drugim so imeli ambiciozno velitveno politiko. Evrope in kasneje po knezih so svoje htele poročali na velike evropske vode. Danes na 20. imamo eno reakcijo, ki je ne da bi obdobje politične vključil, kam kot stiže. Ime je Melania. Izstrelila se je najvišji center svetovne moči. Mene pa zanima samo ena stvar. Če imamo kot nacija, kot država Slovenija,
ambicijo, to našo tiho karto, kakorkoli vnovič. Okay. To je zadnje vprašanje. Ne. Mi imamo z Melanijo stike, tudi naš veleposlanik, sicer bolj epistolarne stike, se pravi, kada so kakšni posebni dogodki, se izmenjamo pisma. In vam lahko povem, da se predstavniki nove ameriške administracije zavedajo, pa več dlje od tega ne bom šel, zavedajo, da je Slovenija domovina First Lady. In že to pomaga. Tako da ne skrbite. Okay. Najlepše se zahvaljujem. Mislim, da smo izčrpali, ali pa tega področja ne bomo nikoli izčrpali, ampak vseeno se zahvaljujem za izjemno zanimivo debato, ki jo je popestril naš današnji gost. Nesubtilno. Nesubtilno. Vsem se zahvaljujem in predlagam en aplavz za našega gosta. Hvala, Marija. Okay, zdaj pa res moramo